Pozdravljeni! Čeprav tole ni najbolj pametna ideja, so se odločila, da bova najino fotografsko opremo predstavila kar sredi morja. Ura je 6 in kmalu bo sunset in glede na to, da se nam malo mudi, bomo kar začeli. Vsa najina oprema je trenutno tule noter in če to zdaj pade v vodo, prijemo domov. Ojej, kako pa to naredimo? Okej. Tole je najin ta velik otrok. Canon 5D Mark II, precej star fotič, ampak dela kot kurba dobre fotke. Trenutno imam pa gor Canonov 24-105 f4 objektiv, ki je ful dober za snemanje videov, ker ima stabilizator. Hkrati je pa tako popotniško primerne, zato ko vseeno imaš nekaj zooma je, no. Ni zdaj veliko, da boš slikal tam male vrabčke tam na ta zadnji palmi, ampak je pa kar zadovoljivo. Malo mi je slabo. Zdaj bom jaz probal ene par narediti, če ne bom padel v vodo. Zdaj slikam eno fotkico, tele lepotičke tole. Takole. Ok, in če damo na zoom in slikamo, bo to izgledalo takole. Kar je pri tem objektivu fajn, je to, da ima konstantno f4, kar pomeni, da med tem, ko zoomirate, odzoomirate, ostane dotok svetlobe konstanten. Tako da zdaj fotografi ne me zdaj tu spljuvati, jaz to govorim ful po domače. Ta drug objektiv, ki gre na tega velikega Canona, ki je težek v božjo mater, je Sigma 1.4 35 mm. Ta je res hud. Fora tega je to, da ima 1.4 in da je zelo dober tudi v najtežjih svetlobnih pogojih, tako praktično v trdi temi se da dobiti dobre motive z njim. Mi je ta objektiv uporabljam za take malo bolj, rečemo jim, art fotke, recimo kakšna takale. Zelo dober bokeh oziroma zameglitev ozadja ima zaradi svoje zaslonke. Od tega sem se jaz kar zaljubil, praktično skozi tega uporabljam. Prednosti tega fotoaparata so nedvomno to, da je vrhunski v vseh pogojih, da dela bolano dobro kvaliteto fotk. Kar je pa malo ne toliko fajn za popotnika, je pa to res, da je ogromen. Pač ne samo, da ga je težko nositi, tako sploh če imaš dva objektiva, rabiš pa že posebno torbo, ampak tudi je zelo vpadljiv. In na najnem prejšnjem potovanju so nama enega takega podobnega spizdili, zato ker nismo bila pozorna, vsi so pa vedeli, da ga imamo. Pazi, ful prijav. Valov. Tole je pa najin baby, Canon M2. Vstaja že M3, M4, nisem čez jih, mogoče celo M5, ne? Ok. Prednost tega fotiča je dejansko to, da je zelo mali. Čeprav vam zdaj ne zgleda, da je zelo mali, je zaradi tega, ker imamo gor en ful velik objektiv, ki sicer po defaultu ne gre na ta fotič, zato ker ta fotič prija v kompletu lahko s tremi objektivi. Tale je pa najin iz prejšnjega potovanja, je pa zelo wide angle, zelo široki kot ima, 10 do 18 mm, ampak z enim posebnim nastavkom ga lahko date tudi na tale fotič. In recimo, če vam pokažem eno fotko, wide angle, kako to izgleda, je recimo takole. Cena tega fotiča je, mislim, da okoli 400 €, pride že takrat z dvema objektivoma, tretji je še za majčkeno doplačilo. Na tale objektiv midva večinoma snemamo vse najine vloge. Na tak način, ko bo tale fotka. Drug objektiv, ki ga mi najraje uporabljamo na tem malem fotiču, pa je tale mala zadeva. In če se prej spomnite, ko sem govoril o 35 mm Sigmi 1.4, ki ga imamo na tem, ta velikem fotiču, na katerega zdaj Katka snema, je tale ekvivalent istmu. Predstavljate, on ogromen, tale toliko mali. To je pravi popotniški fotoaparatek.
Tega le date v žep, noben ne ve, da ga imate. Če slikate brez zobo tetko na ulici, pač ne bo vam zamerila, ker preden da bo videla, da ste v njo usmerili tale fotič, bo že mimo. Ko pa jaz ta veliko kišto usmerim proti komu, se pa ustraši, da ga bom ustrelil. Dela fotke pa fenomenalne. Evo, bom naredil zeleno katko. Jo. Neverjetno po šrek sem tole stisnil. Tale objektiv pride v kompletu s tem fotičem. Pride sicer še eden 18-55, ampak tistega enostavno ne uporabljamo, ker nam ne pride preveč upoštev. To pa še ni vse. Kar pa mama mija še ves čas zraven je pa seveda GoPro 4 Silver zato, ker ima v zadnji ekranček. GoPro sicer zelo redko uporabljamo izven vode, zato ker pač kvaliteta fotk vse je ok, sam pač ni. Kvaliteta video vse je ok, sam pač je s fotičem boljša. Za kar ga pa res uporabljamo, je pa za pod vodo, kadar se gremo potapljati, kadar gremo snorklati ali pa kadar smo kjerkoli v bližini vode. Komno je odnesel. Skoro naslednji zaliv. Še zadnji pripomoček, telefon Huawei P9. Najboljš pri tem telefonu je, da se napolni v pol ure, kar nama, ki se hitro premikava, velik pomen. Poleg tega ima pa tudi luškan fotoaparat, tako da včasih slikava samo s telefonom, večinoma ga pa uporabljava za Snapchat ali pa Insta Stories. Halo? Ja, tukaj sva. Evo, malo naprej od Domžal, zdajle prijava. Ene pol ure. Ja, lej, 100% bova tam, 100%. Kje? Kar tam, ja, pri Tromostovju se dobimo, v Kakao. Ok, zmejeno, ajde, čao!